Smo skupina Gedore in poslušate Radioaktivno. Hej, a se spomniš, ko sva se prvič zagledala? Hej, spomni se, kaj sva si povedala. Bila sva mlada, imela sva se rada in bil je sončen dan. Premagala ovire z roko v roki in zbežala stran. Minila leta so, a trenutek je še vedno vroč. In to življenje, ki raste tebi, mi bo dalo moč. A vse dokler skupaj z mano boš. Hej, a se spomniš, ko sva se prvič poljubila? Kaj sva si obljubila? Življenje, srečno, smeh, ki traja večno, od zemlje do neba. Ljubezni moč, ki širijo vesolje, vsak utrip srca. Minila leta so, a trenutek je še vedno vroč. In to življenje, ki raste v tebi, mi bo dalo moč. A vse dokler skupaj z mano boš. Skupaj z mano boš. Minila leta so, a trenutek je še vedno vroč. In to življenje, ki raste v tebi, mi bo dalo moč. Minila leta so, a trenutek je še vedno vroč. In to življenje, ki raste v tebi, mi bo dalo moč. Mi bo dalo moč. Mi bo dalo moč. In mi bo dalo moč. In mi bo dalo moč. Mi bo dalo moč. Hej je bila slišana skladba skupine Gedore z albuma Od tu do tam. Jan in Marko pa z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Pozdravljeni. Čau, čau. Stari znanci domače glasbene scene? Smo že stari ali kaj? Nisem vedel, ja, smo še kar, no. Mislim, rekel, smo kar aktivni že nekaj let, ja. In sedaj ste končno prišli do albuma? Ja, končno. Je trajalo kar nekaj časa, morda malo preveč, ampak smo veseli, da smo uspeli to narediti, no. Je bila to dolga in naporna pot? Vedno v hecu rečemo, da ja, ampak v bistvu smo uživali v procesu, no. Ampak ja, je trajalo malo preveč, kot bi lahko, no. Kar nekaj let ste zbirali single. Ja, 6 let, ja, prvi singel, torej Hej, je prišel ven že 2017 in se je kar nekaj časa nabiralo vse skupaj, ja. Je bilo kar pestro in komadov itak je na zalogi še več, ta je pa bil čisto prvi, mislim, da prej nismo prav nekaj dosti ustvarili, razen čisto na začetku, ne, ampak kaj bi še povedal. Bi lahko potem rekli, da je od tu do tam neka zbirka singlov? Mi nismo nikoli zavedno delali, zdaj pa delamo album. Mi smo šli
ko bi rekli te Angleži, go with the flow, pač smo naredili par komadov, izdali enega, potem se je nabralo še nekaj idej, pa izdali še enih par, tako mislim, da je, ne vem, če smo imeli v glavi, zdaj pa bomo naredili album. Ko se je zbralo dovolj komadov za album, smo jih dali na album in to je bilo to. Ste pa ves čas veliko igrali? Ja, špilo pa je bilo vedno dosti, bom rekel. Nekaj javnih, nekaj privatnih, ampak ja, smo kar, v bistvu mi ne vem, če nimamo pogosto vaj. Naše vaje so špili v bistvu. Igrate tako sami, kot tudi spremljevalna skupina? Ja, doti smo tudi tega upravljali, v naši zgodovini smo spremljali najprej Slavka Ivančiča, pol še mnogo drugih, da spremljamo tudi v bistvu vsi člani benda smo v Rudijevi bandi, vmes je bilo še kar nekaj, večina primorskih izvajalcev, ampak ja, to je bilo kar nekaj koncertov smo naredili na ta način, ja, zelo precej. Za uvod smo zavrteli skladbo Hej. Ja, Hej, naš prvi singel. Kam gremo v zgodovino? V zgodovino, to v bistvu, torej 6 let nazaj, ne? In tako zanimivo besedilo, tako v pričakovanju, bomo rekli tako, marsičesa, lahko si vsak predstavlja po svojem, ampak ima tako kar lepo sporočilo. Naslednja bo Ona z melodij morja in sonca. Ja, to v bistvu pesem sta naredila Marko in Mitja, besedilo pa nam je pomagal narediti Mitja Kodarin iz skupine Neme Jugat, tako neka primorska naveza tukaj. Tako mi se skušamo izogibati temu, da smo neki nasprotniki in drugemu skušamo združevati moči tukaj pri nas, no? Da smo kot neka velika glasbena klapa, tako bom rekel. Marko, to je balada, ki je zažgala? Balada, ki je zažgala? Kakšen izraz, nikoli slišal, ampak mislim, da tako sam odziv na to pesem je bil res lep in nam je zelo všeč, da je lahko prišel nekako v srce ljudi in da ga v bistvu komad, bomo rekel, ki ga najbolj pojejo z nami na vseh naših nastopih in koncertih, je kar tako se razširil, no, kar nam je zelo všeč. Vsaka zgodba tako se začne, nekoč davnih časih je živelo dekle. Dekle, oj dekle, skozi leta in čas je Nona postala, učila je nas. Da ljubezen je večna, le ko ljubim, sem srečna. Gasnejo sreče, utihne refren, da tvoje besede zapojem vsem. Fantitjoj, fantitja, s tebe štemam, ti sreča si moja pomlad. Ko te gledam, sem srečna, najina štorja bo večna. Ona je ta, ki plete poti do srca. Prav ona je ta, ki dala bi vse ti, vse, kar ima.
ti vse, kar imam. Ona skupine Gedore z albuma Od tu do tam. Se ukvarjate kaj z umetno inteligenco? V bistvu ne dosti. Nekaj sem probaval na začetku, ko je prišlo to ven, se z ChatGPT-jem pogovarjati, ni mi šlo dobro. Ko sem vprašal kopilota na Microsoftu Gedore, oziroma sem pisal Gedore, mi prvo vrže ven vse možne vrste orodij. Ja, to vemo, ja. Sej nekako nas dostikrat povezujejo s tem, kar pač ni nič narobe, oziroma kakorkoli eni šraufajo z orodjem, drugi šraufamo muziko, ali pa še kaj drugega, no. Tako da, ne, ima pa našo ime kot tako tudi še nek, bom rekel, lahko se ga vzame tudi zelo glasbeno, ne, kot toni v lestvici, torej v slovenskem tem poimenovanju in pa italijanskem oziroma do re mi fa sol. Kolikokrat pa uporabljate razne izvijače, klešče, kladiva? To mislim, imamo kar nekaj opreme, zdaj pa koliko vsak ima tega doma, ne vem, kdo ima največ. Mogoče Simon ima največ tega orodja. No. No, če pa dodamo potem zraven še Gedore band, potem pa tudi umetna inteligenca začne razmišljati in ugotovi, da je to slovenska skupina. Ja, se je zanimivo, iz kje izhaja to ime Gedore. To je v bistvu še srednješolski band iz tehnične šole. V bistvu. Marko Toška in dobi še Simon, ti si bil tudi zraven? Čisto na prvem špilu ne, ampak že prej in pol, ampak ko je nastalo to ime konkretno, mislim, da sem na drugem špilu igral bas, tako da ne, je bilo zanimivo. No. Kdo od vas potem pozna največ not? Mitja Bobic, sigurno. Učite na glasbeni šoli, tako da. On potem mora vedeti, kako se vse skupaj napiše. Tako, on vse da vedno na note. Naslednja, ki jo bomo spustili, bo naslovna skladba albuma, tudi s popevke. Ja, od tu do tam. Res je, ta skladba je tudi nastala tako v kar zanimivem okolju oziroma z zanimivim namenom, namreč ta pesem ni bila namenjena najprej za Gedore, ampak za eno pevko in za en festival, s kateri se pač ni primil in na našo srečo je bilo tudi to tako in potem smo to priredili, to pesem za nas in sem zelo vesel, da je tako in mislim, da smo vsi veseli, da je tudi ta komad nam uspel kot je. Tu je megleni svet, cel labirint, poceni fint in moj portret zlaganih let. Tam se odpira dan, a jaz ne vem, kako naj grem na pravo stran. Naročje sam. Od tu do tam, od tu do tam je le en dah, le en zamah, a spet priznam, da me je strah. Tu je brezupen dim, tam pa je luč, edini ključ, a jaz molčim in kar stojim. Od tu do tam je le en dah, le en zamah, a spet priznam,
Od tu do tam skupine Gedore oddaje Radioaktivno. V letu 2007 sem prebral na spletu, segajo vaše začetke. Ja, jaz sem v bistvu ta zadnji prišel, mogoče nisem jaz ta pravi za odgovarjati na to vprašanje. Po Marko. Ja, na začetku smo mi nekako zaštartali bolj kot nek žur band v resnici, ne? S preigravanjem coverjev, oziroma priredb in od tu do tam, no. Ampak večinoma po obali smo igrali po raznih veselicah oziroma tukaj rečemo šagrah. In to so bili naši začetki v resnici. In pa smo se nekako hitro tudi izkusili neke koncertne odre in smo kmalu videli, da nam je to dosti bližje in bi dosti raje v tem sloganu delali. To pa je bilo takrat še s Slavkom Ivančičem. Koliko se je v tem času spreminjala zasedba? Pa bolj na začetku, no, pol smo se bolj dodajali kot ne. Zdaj nas je 6, drugače neki pa se je, no. 3 bivši člani so v bendu, 2 čisto na začetku, pa smo imeli še našega obalnega kantautorja Lejana Kotler-Luigija, ki je bil tudi naš član kar nekaj časa, pa glavni vokalist. Nismo pa takrat še dosti ustvarili v resnici, no. Jan, ti si dejal, da si prišel zadnji v zasedbo? Ja, v bistvu zgodba je taka, če povem, kot je bila. Sem bil nekako zamenjava na začetku za Markota, ki ni mogel vedno na špile. Potem sem pa smo se navadili, takrat, ko se je dalo, smo šli oba na špil. In potem smo se kar navadili na 2 kitare in sem kar so me prosili, če ostanem. Se vprašali, sem rekel z veseljem, valjda, ko se je nekako začelo to iz moje strani, no. Tako da vas je danes 6. Ja, nekateri bi rekli, da ne se preveč gleda toliko, koliko zaslužimo, ne. Ampak to je tudi znak tega, da v bistvu se zabavamo, da ni v zaslužku vse oziroma toliko, koliko zaslužimo, ampak je to, da se družimo in da se imamo fajn, ko igramo, no. Rekli bi, da ni ekonomske računice, je pa vse eno dober zvok. Pač, kot sem rekel, ne, to se gre za zabavamo, ko igramo. Naslednja bo Glej. Glej, ja, to je tudi napisal Mitja Bobič, prišle znamke tega glavnega rifa in potem smo skupaj nekako sestavili v studiu celo to zadevo. Videospot pa je bil posnet prav tukaj, no, tudi del videospota tukaj v Kopru, točno na tej lokaciji, kjer zdaj sedimo. Torej imate tu stalno točko? Pa je kar taka prva, ki nam prije na misel, bomo rekel, ja. Tako nekako nek meeting point je tukaj. Vedno se reče, kje se dobimo, nekaj tukaj zraven v Barbi. Ja. Je glih neko središče, kjer stanujemo vsi, no, tako bomo rekel. Da je potlena ti, si se bala vsakega problema ti, si rekla, da je nemogoče zdaj, srce le eno hoče. Vem, do sebe nisi bila iskrena, vem, da nisi videla pomena nama, postaja vse bolj vroče zdaj, srce le eno hoče. Glej, kako se nama svet odpira, glej, se gnevu noč ne daje mira, glej, da skupaj bova zvezde štela, glej, da isto bova pesem pela. Tu, kjer vsak lahko je srečen, zdaj smo tu. Kjer je nasmeh na licu večen, zdaj sva tu. Od sreče sva zadeta, zdaj si tu. Od mojih rok objeta in sanjaš. Yeah, check it out. Glej, kako se nama svet odpira, glej, se dnevu noč ne daje mira, glej, da skupaj bova zvezde štela, glej, da isto bova pesem pela.
bova zvezde štela, glej, da isto bova pesem pela, glej, kako se nama svet odpira, glej, se dnevu noč ne daje mira, glej, da skupaj bova zvezde štela, glej, da isto bova pesem pela. Gedore, album Od tu do tam, Jan in Marko z mano oddaje Radioaktivno. Kot sem dejal prej, 6-članska zasedba, še vas mogoče predstaviš, kdo je kdo v zasedbi, na katerem inštrumentu? Seveda, Marko Toškar na bobnih, Simon Markežič na bas kitari, pol Jan Baruca kitara, Mitja Bobič klaviature, vokal, Jan Baruca kitara in vokal in pa Tomaž Boškin vokal, glavni vokalist. Marko Hrvatin, kitara. Ste zelo aktivni člani, ne samo v Gedorah, temveč tudi v drugih projektih in z drugimi glasbeniki. Ja, glasba se mi zdi taka zadeva, ki pri nas je dosti prijateljev, dosti ljudi, ki se ukvarjajo z glasbo in radi sodelujemo z enim z drugim. Tako da, če je možnost, seveda, zakaj ne? Tudi kot solisti, kot naprimer ti, Jan? Ja, jaz sem bil prej solist, potem sem se pridružil bendu, ne? To je nekaj posebnega, ponovadi ga obratno, ne? Ampak ja, to je vse iz tega, ker se imamo fajn skupaj, tako, no. Marko, koliko zasedb še imaš ti zraven Gedor? Zasedb kot zasedb, da sem prav član benda, v resnici ne vem, če bi kaj rekel, ampak sem pa pri dosti zasedbah in izvajalcih pa zraven kot kitarist, ja, to pa je. Nekih pa jih je, no, zdaj pa. Upašam v teh pogovorih, da ste slovenski obalni glasbeniki zelo prepletene. Ja, smo in radi sodelujemo, konec koncev, tako bom rekel, že od nekdaj je skoraj nekako v vsaki zasedbi, tudi v Sloveniji, vsi imajo radi Primorce, vsi, ne vem, tak občutek imam, no, da smo vedno nekako prepleteni tudi po celi Sloveniji praktično z drugimi glasbeniki. V zadnjih letih smo vas spoznali tudi širše v Sloveniji, saj ste bili udeleženci festivalu tako Melodij Morja in Sonca kot Popevke. Je dalo to večjo prepoznavnost v slovenskem prostoru? Ja, definitivno. Festivali so ena taka zadeva, ki ti da veliko reklame. Ipak je zraven televizija, RTV, ki to precej dobro reklamira in pač tam smo se predstavili širši javnosti, kar po eni strani bilo malo namerno, a po drugi strani pa je tudi prišlo spontano, tako rekli, no. Smo vedeli, da festivali dajo prepoznavnost po eni strani. Ne bom pa rekel, da smo neki festivalni bend, ampak ja, smo z veseljem šli na te festivale. Ja. Kaj pa v letu 2024, ko pravijo, da ne bo nobenega festivala več? Ja, upamo, da ne bo tako, ampak vseeno ni pa nujno, da se bomo kam prijavili, no. Ampak vseeno jaz pravim, festivali so dobro za vse, za ljudi, za glasbenike. So neki, bom rekel, v slovenščini deadline, ne, kot treba, ko se nekaj odda, ko se nekaj naredi, ko imaš nek cilj in mislim, da je za marsikaterega neuveljavljenega glasbenika to lahko zelo lepa izkušnja, kjer se lahko dosti naučiš, dosti ljudi spoznaš, to se mi zdi zelo pomembno. Spoznaš ozadje raznih festivalov, kaj so še druge stvari poleg same pesmi oziroma glasbe, no, kaj vse je povezano okoli. Je kar nekaj stvari, no, in je fajn, da imajo vsi glasbeniki doživijo te izkušnje. Vi ste bili na Melodijah Morja in Sonca in Popevki, manjka vam samo še Ema, če še kdaj bo za vse glasbenike odprta, ter potem festival šansona, ki so ga letos oziroma lani ponovno obudili. Ja, na šansonu res nismo še bili, na Emi jaz mislim, da smo že kar večina članov že kakorkoli nekako sodelovali, ali kot avtorji, ali kot back vokali, kot producenti, vsi smo bili zraven vsaj, no, tako. Naslednja bo Da pozabivam. Ja, to pa je meni ena najljubših pesmi na albumu in mislim, da nam tudi v živo zelo lepo zazveni. To je pa v bistvu drugi singel, katerega smo izdali, tudi 2017, 2018. Zanimiv spot, no, tak, kar bomo rekli, artiš, ja. Hodim po stopinjah, hodim po poti, tam, kjer si hodila tudi ti. Me pelje pot neznano, pelje me od tu, ker luna je kraljica in sonce spi. Odpelji me tja, daljave, tja, kjer skupaj eno sva bila. Odpelji me tja, kjer so
Vračam se nazaj, spet iščem novo pot. Iščem, kar imela sva mi dva. Noč je zdaj še mlada, zbiram sebi moč, da spet najdem, kar zgubila sva. Pelji me tja v daljave, tja, kjer skupaj eno sva bila. Odpelji me tja, kjer sonce bo sijalo, da pozabiva. Do pozabiva Gedore, od tu do tam je album, ki ga vrtimo. 13 pesmi ste združili na ta izdelek. Ja, toliko smo jih uspeli dokončati do takrat, ja. Kaj je materijala še več? Materijale je, moram reči, kar dosti, nabira se v mapi in mislim, da bo kmalu kaj novega tudi že prišlo. Čeprav zdaj nekako smo lihkar izdali še zadnji singel iz tega albuma, no. In mislim, da z drugim letom. Ja, še pridemo do vaše matematike. Ja, pridemo. Naša matematika je taka posebna, ampak lahko bi marsikdo se bi najdel, pa bi dejansko to izračunal, ne. Samo mogoče moraš malo več znati v matematiki kot mi smo to malo bolj postavili v eno tako vlogo, to matematiko vlogo nekako okoli sveta, kako se giblje in da mogoče dostikrat so neke stvari nerazumljive in se jih ne da izračunati. Mogu še enkrat povedati, no, malo bolj. To še boš takrat, ko pridemo do skladbe. Ja, bom. Kdo skrbi za avtorstvo glasbe, kdo za besedilo? Ali delate skupaj? Dosti stvari so pri tem albumu naredili Marko in Mitja. Nekaj sem prispeval tudi malega jaz. Drugače za besedila je pa razno, nekatera naredimo mi, nekatera damo komu drugemu. Leon Oblak je poskrbel za nekatera besedila, kot sem prej omenil, tudi Mitja Kodarin iz skupine Neme Jugat. To se mi zdi, da se prepustimo malo feelingu, s kom bi sodelovali, ali pa če imamo sami kakšno idejo. Tako. Večina od skladb je že bila izdana kot single, tako da jih poslušalci poznajo. Bi lahko rekli, da imate neki zbir uspešnic. Naš prvi album je naš Greatest Hits, ali kako? Ne? Skoraj, da. Ma to je, sej, kot sem rekel, nismo namensko delali albuma, mi smo samo delali pesmi in dajali ven, ker smo hoteli predstaviti to, kar smo naredili. Tako. Naslednja, ki jo spustili, bo Za vsako ceno. Res je, v bistvu to pesem je naredil Marko in idejno je prinesel Marko in smo se malo bolj, bom rekel, smo zavili malo v country vode s to pesmijo. Besedilo tukaj smo naredili skupaj mi, vsak je malo dodal in se mi je ena taka rock country. Mogoče pri tem albumu še najbolj nenavadno, bom rekel, je taka ne... Ja, gre v različne smeri, gre ta album, je zelo raznovrsten, ker res pride od nekega skoraj neke eterike, kot so določeni komadi zelo taki plavajoči in zasanjani, do totalno dance komadov. So bolj disco, dance obarvani, ki malo spominjajo na neka 70-80 leta, ko so ustvarili vse z
synthesizerji, pa ritem mašinami, pa vse do nekega roka. Ampak jaz mislim, da v resnici za vsako ceno je v bistvu en komad, ki nas kar tako opredeljuje, no? Ker mislim, da smo vsi imamo radi country, vsi imamo radi rock glasbo. Jaz konkretno iz tega totalno izhajam, sploh rock je bil celo moja mladost, najpomembnejša glasba, ki me je najbolj, bom rekel, oblikovala v najstniških letih in mislim, da tudi pri Janu je tako, no. In je bolj kitarski komad, no, definitivno, in je dobro, da je tako, no. Mogoče bi lahko bil še kakšen tak, no, dodatno gor, no. Včasih zna bolet, a da ti tudi razlog za živeti. To je zgodba, je moja resnica, ki včasih se zdi kot krivica. Če življenje mi daje desnice, jaz nastavim v drugo bom lice. Karkoli bo, jaz dvignil se bom za vsako ceno. Karkoli bo, jaz dvignil se bom za vsako ceno. Vsako ceno, vsako ceno, vsako ceno, vsako ceno, za vsako ceno. Za vsako ceno Inge Dore, bi potem lahko rekli, da igrate za vsako ceno? Ne, čisto za vsako ne, no. Ja, vsekakor pa jo igramo na špilih, ja. Za vsako ceno. Ne, ponovadi otvorimo naše koncerte s to pesmijo, ker je taka, ker bom rekel, upbeat in nekako se dvigne, dobimo neko pozornost, ko je kar zanimivo za začeti naš nastop. Veliko igrate? V zadnjem času, ja, december je kar nekaj z Gedore, nekaj tudi z drugimi, ampak ja, igramo precej, ja, kar aktivno. Koliko pa igrate na nastopih svoje glasbe? Na naših nastopih v resnici zaigramo 3/4 naših pesmi.
In vse, ker pač album zaigramo praktično cel in zraven predvsem promoviramo našo obalno in slovensko glasbo, tako da naš javni nastop je sestavljen večina iz slovenske in istrske obalne glasbe. Tako. Kako poslušalci spremljajo vaše skladbe avtorske? Ne nazadnje jih kar nekaj že morajo poznati. Smo kar veseli s tem, kar bom rekel, da na špilih kar pojejo večino komadov, tako da smo kar presenečeni, pač smo veseli tej reakciji, no, bom rekel, temu odzivu našim pesmim. Album je zunaj, je še vedno v fizični obliki ali samo digitalna različica? Še nekaj jih imamo tudi v fizični obliki, jaz mislim, da smo to naredili bolj kot ne to fizično obliko zaradi nas, ker smo hoteli nekaj imeti še tudi za primiti v roke. Drugače pa jaz mislim, da tudi vsi člani benda, ko si pač damo album gor, si ga zavrtimo na platformah oziroma iTunesih, Spotify, posod je seveda ta album dosegljiv. No. V nadaljevanju bomo pa malo računali, 2 + 2 je 5. Vidim, da vam matematika dobro gre. Ja, ta se ne izide prav, ne? Ampak to je v bistvu naslov je pobran, besedilo napisal Leon Oblak, da povem. Naslov pa je pobran iz romana George Orwella 1984, kjer se govori o temu, nek distopičen roman o temu, da ti vsiljujejo drugo resnico, no? Tako bomo rekel. In o temu tudi v bistvu nekako govori metaforično ali pa tudi ne metaforično komad. Ja, marsikdo bi vzel enačbo dobesedno. Posebej, če bi bil v osnovni šoli, bi vas gladko zanikal pa negiral. Ja, se je bilo prvo vprašanje od hčerke, od Bobna je bilo, tata, 2 + 2 ni 5. In kako to razložiti otroku, da je to v romanu in kaj se pomeni, je bilo kar nek problem je bil nastal iz tega, mislim, v smehu problem, no, tako. Čase, morda je v meni Winston Smith. Čisto počasi se zapiram vase, tih sem in skrit. Poglej, ta narobe svet, napačno svetlobo je. Da brezumje se dotika te kot dokaz, boleč poraz. Ti sanjaš, nevidno padaš iz sna, povsem do dna. Poglej v ta narobe svet,
Od tu do tam skupine Gedore, album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Ko pogledamo naslovnico, je zelo lepe modre barve. Ja, to pa nam je pomagal ustvariti bratranec od našega Jana, Den Baruca, in meni je zelo všeč, jaz mislim, da vsem članom zelo všeč, ko smo dobili to v vpogled in nekako predstavlja. Mislim, je kar tako, bom rekel, nič kaj ekstravagantnega, ampak jaz mislim, da predstavlja nekako vsebino prvega albuma. No. Primorski sončni zahodi, tako nekako, in nas 6, ki je gor. Ja, barve so zelo lepe. Ja, meni so tudi všeč barve. Dejansko je povezano s krajem, odkoder prihajate, pa morjem. Ampak to ni na slovenski obali, ali je? Ne. Ni to umetna inteligenca, nekje smo dobili to sliko in nam je bila všeč in smo se dali notri. Naslednja, ki bomo spustili, bo Obrni se. Ja, Obrni se, to je tudi naredil naš Marko tukaj, z sodelovanjem besedilo je napisal Žiga Rustja, to je kot nek duet med Žigo, oziroma ni samo duet med Gedore in Žigo Rustja, kjer pojeta Žiga, Tomaž Boškin, naš pevec, in tudi Mitja Bobič, vsak eno kitico, tako zanimivo sodelovanje, tako nek retro 80s style komadno. Posebej, ko vidimo trenirke. Videl smo, ja, tako, to pa v 80-ih so bile trenirke v modi, tako da smo mogli biti v trenirkah, seveda. To je tisti stil Josa, Olimpijske igre Sarajevo 84. Ja, tega se še jaz malo spomnim, tako da, ja, nekako tako je. Ja. Sanjam o tem, kaj tvoje telo še zmore vse. Po licu tečejo ti sladke kapljice. Bil bi krpa, da z mano brišeš jih vse. Ritem plesa, tudi udarec je srca. Ne, tvoja pesem se nikoli ne konča. S konice tvojih prstov vidi se v svet. V sanjah zaplešiva vsaj enkrat ta balet. Obrni se, opazi me. Poglej me kot nikoli še. Pokaži mi, da mar ti je. Ker zate jaz bi dal vse. Lahko pokličeš me, ko nimaš kaj počet. Jaz bom tvoja pijača, bil bi sladoled. Ko se vrtiš v sebi, rade bile kot ti. A takih kot si ti več ni. Obrni se, opazi me. Poglej me kot nikoli še. Pokaži mi, da mar ti je. Ker zate jaz bi dal vse. In kaj, če pozno bo? In kaj, če vidijo? Jaz zate dam vse, kar imam. Spomni se na čas, ko sva si obljubila, da bo enkrat šla, da naju nihče ne pozna. Obrni se, opazi me. Poglej me kot nikoli še. Pokaži mi, da mar ti je. Ker zate jaz bi dal vse. Obrni se, opazi me. Poglej me kot nikoli še. Pokaži mi, da mar ti je.
ker zate jaz bi dal vse. Gedore, od tu do tam album, ki ga vrtimo v oddaji Radioaktivno, Jan in Marko sta z mano. Kako gledata vidva na slovensko glasbeno sceno? Jaz moram reči, da zadnje čase, kako se stvari obračajo, kako stvari rastejo in se pojavljajo novi bendi, nove zasedbe, novi izvajalci, ki polnejo tudi zelo velike, največje koncertne dvorane. Sem zelo vesel, ker se stvar premika naprej in sem zelo vesel, da je tako, kot je zdaj. In da gre vse, se mi zdi, da se vse obrača v boljšo smer, kot je bilo mogoče 10 let nazaj. Ja, se bi se strinjal z Markom, zdaj njih kar več, kar 20 let je bilo, ker se ni dosti premakalo oziroma ni bilo dosti dogajanja. Zdaj pa se mi zdi, kot je rekel Marko, tudi da prihajajo neka nov veter, nova energija prihaja in se to vse nekako obrača in spreminja in prihaja dosti lepih stvari ven. Bi lahko vsak izpostavil 3 top imena slovenske glasbene scene? Trenutno Nino Pušlar, Joker Out, Jan Plestenjak, Siddharta, to so še 4. Kaj še, Hamo je vedel. Ima že bonus. Ne, dobro, ajde, koga bom še dal zraven. Bom še izpostavil Žana Serčiča tukaj, ki je nov na sceni, mislim, dokaj tako, ime je že nekaj let, ampak se je zdaj nekako znajdu, tudi že se znajde na velikih odrih, pol so tukaj recimo še Murphy, ki so meni zelo všeč. In koga bi še izpostavil? Še enega. Jan je povedal vse, ki bi tudi jaz drugače povedal. Ja, to so pa ajdovski band, tudi naši prijatelji, tako da Jet Black Diamonds. Kot sem prej dejal, tudi sodelujete številnimi glasbeniki, bi si s kom še posebej želeli zapeti v duetu? Jaz boljše, da ne bi pel, ampak ne, kot Gedore, jaz mislim, da bi z marsikom radi sodelovali, ampak če zdaj prvo pomislim, ne vem, kam bi si dal, jaz bi najraje še mogoče z Rudijem naredil nekaj skupaj še, Rudi Bučar. Glede sodelovanja itak, po moje, vsak od nas bi si želel, bom rekel, ne z vsemi, pač z vsemi, ki so mi všeč sodelovati na eni točki, ampak to je taka stvar, sodelovanja so taka stvar, ki pridejo po mojem spontano. In ko se zaštekaš s kom oziroma se pogovarjaš, se kje dobiš, se zaštekaš in potem se zmeniš za kakšne delovanje. Mislim, da z vsemi bi rad sodeloval. S tabo bo pred zadnjim radijskim delom intervjuja tudi praznična skladba. Praznična, ja, to je ljubezenska skladba, tako, to je naš Tomaž napisal njegovi dragi, tako zelo enostaven valček, oziroma ko je izpovedal, to je bilo še kar na začetku, ne, celo je bil v začetku njegove zgodbe z njegovo ljubo, tako da ja. Nekoč sem mislil, bo boljše, če ostanem sam. A nežna roka dotik zdaj prebudi moj dan. S tabo mi je lepo, s tabo mi je lepo. Kaj če spet so meni kaj zdrobi, a ti praviš mi, bodi brez skrbi. Ker s tabo
lepo. S tabo in Gedore. Skladbe običajno spremljate tudi z videospoti. Je danes v moderni glasbeni produkciji, videoprodukcija še nujna za podporo in promocijo skladbe? Nažalost bom rekel, ampak ja, je nujno, ja. Ljudje se mi zdi, da postajajo vedno bolj vizualni in vedno manj poslušajo stvari, kar je škoda. Ma se to je že nekaj časa, to ni da je zdaj, to je že v 80-ih je bilo Video Killed the Radio Stars, je bil naslov komada, ne? Ampak ja, to je že nekaj časa tako in mislim, da bo vedno več tako. Smo bolj, se mi zdi, bolj vizualni ljudje, kot kaj poslušamo, no. Tudi ob dejstvu, da se danes glasba veliko posluša preko streaming platform in video tam ni potreben. Mislim, kaj pa vem, no, eni pravi, da videospot vedno manjši pomen ima, v resnici ne. Tudi gledal sem neke intervjuje določenih glasbenikov, ki pravi, da to je, v bistvu ni več tako pomembno, kot so pomembne stvari, kako se točno s streaming platformami ukvarjaš, kako gor predstavljaš pesmi, kako okoli teh platform vse skupaj delaš, ne. Tako da, ampak to mislim, da velja predvsem za svetovno glasbeno sceno v Sloveniji, se mi zdi, da vseeno malček drugače deluje vse skupaj, no, v resnici. In so vidi še vedno kar pomembna zadeva, no. Je danes ob tej hiperprodukciji glasbe še možno narediti hit? Ja, s tem, da ni vedno hit definiran, če je dobra pesem ali ne. Mislim, da je tudi vse ostalo, kar je zraven, pomembno. Jaz mislim, da ni več, mislim, da se da narediti hit, ampak za razliko od 10 ali pa 20 let nazaj se težko katerikoli pesem obdrži in ostane nekako kot nek evergreen, bomo rekli temu, kar redko kateri pesem danes to uspe, no, redko kateri pesmi. Danes pride, se vrti pol leta in gre. Točno tako. Zadnjo v radijskem delu pogovora bo Pot. Ja, Pot pa je ena krasna balada, ki jo je napisal Mitja Bobič. Zaranžirali smo jo tako neko tako res akustično intimno zgodbo z akustično električno kitaro, kombinacijo trobenta in res, mislim, meni je zelo všeč ta pesem, taka kot je, dokaj intimna. Skladbo Pot se od radijskih poslušalcev tudi poslavljamo. Jan in Marko, hvala, da sta bila moja gosta v oddaji Radioaktivno. Nadaljujemo pa na spletu. Hvala za povabilo in se slišimo. Hvala. Vsako jutro težje se zbudim, vstanem, cigareto pokadim, iščem in ne najdem tvoj obraz, vse, kar čutim sebi, je le mraz, ker tebe ni, ostal sem le še jaz. Pri mizi ob kozarcu zdaj visim, obkroža me le cigaretni dim, podoba vdih, izdih, zapravljen čas, misli težke obdajale so nas, a ti si šla, ostal sem le še jaz. Vem, da ne smem, a včasih se ozrem, da bi te videl, stisnil svoj objem. Na poti sreče samo ti in jaz, toplo bilo je, zdaj je le še mraz. Nova pot iz glave mi ne gre, stopam kot po ledu, strah me je. Kozarcev cigaret dovolj imam, nočem več poti, kjer hodim sam, a ti si šla, ostal sem le še jaz. Včasih se ozrem, da bi te videl, stisnil svoj objem. Na poti sreče samo ti in jaz,
toplo bilo je, zdaj je le še mraz. Toplo bilo je, zdaj je le še mraz. Smo skupina Gedore. In poslušate oddajo Radioaktivno. Je realno, je normalno dihati, ko se cesta pred tabo razdeli. Je zadosti, je premalo opojnosti, kozarec izprazniti. Nikogar nimaš, sam se zibaš, vse bledi. Vsi ostali bi radi pomagali. Se sprašuješ in modruješ o iskrenosti, a na koncu nobenega ni. Poslušam, kako naj sam, in skušam, da mine dan na drug način, kot vsak do zdaj. Zbrati ves pogum, očisti dušo saj. Brez denarja, brez oltarja lažnosti, ali zmoreš, ali hočeš soditi, sam sebe in vse druge spreminjati, lastne sanje zatirati. Ni te briga, niti mar za neumnosti, le zakaj je potrebno nekomu razlagati. Svojo voljo, svoj značaj zatirati, pusti svobodo drugačnosti. Poslušam, kako naj sam, in skušam, da mine dan na drug način, kot vsak do zdaj. Zbrati ves pogum, očisti dušo saj. Poslušam, kako naj sam, in skušam, da mine dan na drug način, kot vsak do zdaj. Ostati le čudak, drugačen kot vsak. Ostati le čudak, drugačen kot vsak. Drugačen kot vsake skupine Gedore, od tu do tam je album, Jan in Marko ostajata v moji družbi. Drugačen kot vsak je bila tista za izhodišče tega dela. Ta pesem je res, bom rekel, drugačna kot vsaka tudi na albumu, ne? In pesem je napisal Mitja Bobič in besedilo napisal Simon Markežič. To bi ti mogel malo več Simon povedati glede tega. Pesem je nastala tako, jaz mislim, da čisto v drugi sferi. Nastal je bolj kot tudi nek retro komad, ampak na koncu se je obrnil, bom rekel, bolj mislim, tako je kar težko besedilo v resnici, ne, ker ima tudi eno zgodbo v zadaj, ampak naj si vsak po svoje predstavlja. Koliko pa date na imidž? Mogoče premalo. Ne vem, mislim, danes je to zelo pomembno, ampak jaz mislim, da ponovadi to vedno izhaja iz počutja in glasbenika in s tem, kaj hoče nekdo povedati, ne. Včasih se mi zdelo to, da je vedno bilo to dosti bolj naravno in je bilo sprejeto tako, kot je, in je pol to naredilo nek imidž iz tega, kar si bil. Danes pa večina ima modne kreatorje, zato da pač, čeprav vedno pravim, vsako zgodbo nekako se obrne in vsak imidž se obrne v okvir, v katerem se dela, kakšno glasbo ustvarjaš, ne. Ampak se mi zdi, da glasbenik kot tak danes ne naredi svojega, oziroma tako bom rekel, vsaj zunanjega imidža sam mogoče, oziroma ni to ne nastane pred
pesmimi oziroma pred koncerti, ampak nastane ob tem, ko se glasba dela in gre vse skupaj. Včasih pa se mi zdi, da je imič nastal skoraj nekako že prej, ne vem, mogoče pa se motim. No. Mogoče je lažje ženskim izvajalkam. Ženske se po moje z večjim veseljem ukvarjajo z imidžem, ko moški, bom rekel, verjetno zaradi tega ime lažje. Naslednja, predzadnja v pogovoru bo Karadžina. To je bil, temu mi rečemo covidni komad, v smislu takrat v obdobju covida smo naredili nek video in smo se odločili, kateri komad bomo, in je Tomaž Boškin se spomnil na ta komad, ki ga je poslušal kot mali. Ga je oče dosti poslušal, ko je on bil mali, pa se je spomnil na tega, mu je bil zelo všeč in smo rekli, da gremo kar tega narediti. In je nastala taka naša verzija, to je sicer ponaredil komad. Karadžina, domani io parto e per ricordo ti lascio una rosa e per ricordo ti lascio una rosa, solo quella tu devi amare e per ricordo ti lascio una rosa, solo quella tu devi amare. E se qualcuno ti chiede tu devi dirgli l'anello impegnato, tu devi dirgli l'anello impegnato, uno solo tu devi amare, tu devi dirgli l'anello impegnato, uno solo tu devi amare. E se qualcuno ti chiede la mano, tu devi dirgli la mano impegnata, tu devi dirgli la mano impegnata, impegnata dal mio primo amore, tu devi dirgli la mano impegnata, impegnata dal mio primo amore. Gedore, Jan in Marko, za konec tega pogovora, album je zunaj, kakšni izzivi so pred vami? Izzivov je res dosti in najpomembnejši bi rekel, da je ustvarjanje nove glasbe. No. To nam je največji izziv, katerega mislim, da se vsi veselimo. No. Kot zadnjega ste izdali 2+2 je 5, še kakšen single z albuma? Ne, mislim, da najbolj bo ta zadnji, naslednje leto pa verjetno začnemo že kaj novega izdajati. Bo še album ostal kot format, tudi izziv za prihodnje? Verjetno bomo strmeli k albumu, ja. Mislim, vsekakor bojo singli tudi, ampak bomo skušali narediti cel album, ja. Dela vam torej ne bo manjkalo? Jaz mislim, da ne. Toliko kot si ga bomo naredili, toliko ga bomo imeli, no, v resnici. In jaz upam, da ga bo dosti. Bila si moja pa bo tista, ki bomo zavrteli za konec? Ja, to pa je zanimiv komad. Tak bom rekel, malo bolj barvan v hrvaškem jeziku oziroma srbo-hrvaškem jeziku. Ja, bila si moja. Tak bom rekel, dokaj smešna pesem. In pesem je naredil Tomaž Boškin,
res kot neko zafrkancijo, bomo rekli temu. In pa smo skupaj dokončali in jo dali v en tak balkanski vibe s harmoniko in dali še malo našega karakterja, malo naše primesi notri. No. Bila si moja, torej za konec. Marko in Jan, hvala, da ste bila gosta oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala lepa in hvala za povabilo. Hvala. Bila si moja, al više nisi. Aj, kako sam te volio, al te ne više. I kad su procvjetale jabuke i bili smo još mladija, bila si moja, al više nisi. Procvjetale jabuke i bili smo još mladija. Aj, bila si moja, al više nisi. Bila si moja, al više nisi. Smo skupina Gedore In poslušate Radioaktivno.